Letošnje leto sem raziskoval puščavski svet Jordanije. Snemal vožnje turnega relija skozi gorske prelaze Francije in Švice. Preživljal nore trenutke s prijatelji na Nizozemskem in v Španiji. In to je šele začetek. Doživel več sončnih vzhodov in zahodov s fotoaparatom ali kamero v rokah kot še nikoli. Odprl spletno trgovino in začel z dizajniranjem svoje blagovne znamke. Preplezal dolgo želen Grossglockner s severno steno Triglava in zaključil šolanje z alpinističnega pripravnika. Leto pa sem zaključil s sanjskim projektom na Islandiji s fotografom, katerega delo mi je navdih že od začetka moje fotografske kariere. Če bi sebe poslušal samo 3 leta nazaj, bi rekel, da so te sanje dostopne samo ljudem z ogromno sreče ali pa s precejšnjim finančnim kapitalom iz ozadja. Pa bom začel kar na začetku, ki so se moje sanje sploh začele. Še leta 2019 sem delal kot vodja mehanične delavnice v Velenju. Noro navdušen nad hribi in sanjami, kako bi bilo delati v takšnem okolju in ne za 4 stenami. Želja po avanturi je bila tako močna, da sem se brez vedenja, kaj mi bo v življenju ta izkušnja doprinesla, odločil za potovanje na Tajsko. Tam sem preživel mesec dni in delal kot pomočnik inštruktorjem, medtem ko sem sam opravljal licence za dive masterja. Tajska mi je odprla oči. Kaj ti lahko življenje nudi? Kaj pomeni živeti svobodno, brez omejitve 4 sten in drgnenja črnih rok po vsakem dnevu? Vrnil sem se domov nazaj na staro delovno mesto, v vedenju, da je čas za konkretno spremembo. Lastniku delavnice pa sem sporočil, da po 7 letih zapuščam delavnico. In potem, kje naj začnem? Kje naj dobim stranke? Sanje so bile jasne, vendar pot do tja zelo meglena. Začel sem delati na svojem imenu in prepoznavnosti. Poleg tega pa sem se zaposlil za polovični delovni čas še kot prodajalec v trgovini. Nekaj pa treba jesti, ne? Vendar kljub izzivom premikanja se v megli proti svojemu cilju je prišla še korona. Upad povpraševanja po fotografiranju ter snemanju je dvome o uspehu še dodatno povečal. Informacije o propadlih podjetjih pa vlil dodatne dvome v svojo odločitev. Sem naredil napako, bi moral ostati v delavnici? Ne, sanje ne pridejo podarjene. Ovire so zato, da jih preplezamo. Nadaljeval sem to, kar sem si zastavil in z veliko željo po uspehu borbal čez vse prepreke in meglene poglede v prihodnost. Delal sem v trgovini in ves svoj preostali čas preživljal v hribih, na projektih ali za računalnikom ter gradil svoje mesto v sanjah. In končno, napoči je leto 2022. Leto spremembe. Leto, ki meglene sanje razpiha v jasno sedanjost. Omejitve korone so se sprostile in povpraševanja so začela prihajati kot še nikoli. Vedel sem, da za naslednji korak rabim več časa in končati z delom kot prodajalec. Ampak kaj, če ne bo dovolj dela? Kaj, če povpraševanje spet upade? Kako boš plačal najemnino, če nimaš rednega prihodka? No, pa smo spet pri dvomih. Na srečo pa sem v zadnjih letih vzljubil občutek in cono neudobja. Začel sem sprejemati naročila z veliko žlico, kljub nezavedanju, da sem samo en človek. Hitro je prišlo do tega, da sem spal le po 3 do 4 ure na noč, saj je bilo treba projekte do časa zaključiti. Sanjska služba me je ponesla po celem svetu. Še predno sem se zavedal, da so se moje sanje že začele uresničevati, sem kljub neprespanosti in rahli pregorelosti dojemal občutek svobode in sreče. Od nekdaj verjamem, da nas konkurenca naredi hitrejše, vendar pa nas povezovanja naredijo boljše. Tako sem ustvaril nova prijateljstva, ter spoznal nove ljudi, polne svojih izkušenj in zgodb. Zahvala za moje borbe skozi težke trenutke pa grem vam. Vsi, ki ste me spodbujali s komentarji, sporočili in maili, da spremljate moje delo, in prav tako tisti, ki ste me ozavestili s kritiko. In tako se leto 2022 končuje. Pred 4 leti sem se na silvestrski večer vprašal, kaj sem doživel v letošnjem letu. V rahlem razočaranju sam do sebe sem se odločil, da od tega trenutka naprej začnem živeti. Vsako naslednje novo leto pa mi mora to vprašanje pričarati nasmeh na obrazu. Vsi se srečujemo z dvomi in strahovi. Če je ratalo enemu mehaniku iz Velenja, lahko tudi tebi. Začetek gibanja se začne s prvim korakom. Jaz odhajam v novo leto z nasmehom na obrazu.
Kaj pa ti?